Jaz, če samo povzamem, mogoče kako jaz vidim to situacijo. Mi vsi smo nagnjeni k temu, da vidimo druge ljudi, za katere menimo, da so uspešni, in se nam zdi, to je pa za njega res enostavno. On pa to res z lahkoto, lahko njemu, ko vse pride samo po sebi, a ne. Zelo redko kdo pa v resnici te ljudi dovolj dobro pozna, da bi vedel, koliko veliko so ti ljudje mogli narediti, da so prišli do te neke točke, ki navzven izgleda kot velik uspeh, kot ultimativni uspeh, a ne. In če bi mi kot posamezniki vedeli, koliko so ti ljudje delali na sebi, na svoji karieri, na svojemu načinu razmišljanja, na tem, da so postali ta človek, ki žanje neke rezultate, bi si veliko večkrat vprašali, sej jaz tudi lahko zrastem, sej jaz tudi lahko pridem do ene točke, ki je mnogo višja. In jaz to vidim, da je coach tisti, ki je nekdo, ki te izkušnje ima in ki te lahko do teh višjih točk pripelje. Ker sicer lahko jaz celo življenje raziskujem in se učim na lastnih izkušnjah, pa pri 70 jih ne bom imela toliko, kot jih bom dobila, če od nekoga, ki to verodostojnost ima in ki to znanje ima, pove, na kaj naj se usmerim in mi da recept dobesedno, kako naj te stvari naredim. Absolutno. Mogoče lahko nanizava, zato ker vem, da imaš ti tudi dobro izkušnjo s coachingom in si sama takšna, da konstantno se izobražuješ, se učiš, se samo reflektiraš, si želiš biti boljša, v bistvu želiš doseči ta svoj najvišji potencial. In to, kar si rekla, ogromno je ljudi, ki ne ve, čez kaj vse, recimo si ti se izobrazila, šla, se zanimala, zato da si danes, kjer si, in zato da mogoče stvari izgledajo dosti enostavne. Ampak kaj bi pa recimo bil tvoj nasvet tvoji publiki, kar se tiče coachinga? Coaching ja ali coaching ne? Jaz verjetno sodim v kategorijo mnogi. Velikokrat sem slišala, da je samo izraz coaching je tako zelo tuj za naš prostor in si včasih kar malo težko predstavljamo, kaj to pomeni, a ne. In zato imam jaz, meni je veliko ljubši izraz neke oblike mentor. In zadnjič sem skoraj eno razodetje doživela, ko sem prebrala, Ray Dalio je napisal, da je pač bližnjica, kako ti prideš do nekih relativno hitrih uspehov, povsem enaka, kakor da ti en zelo, zelo dober kuhar ali pa pek zaupa en res fenomenalen recept za čokoladno torto, ki je izpiljena do perfekcije. Če ti dobiš recept in slediš dobesedno korak po koraku, gram po gramu, postopek stopinja temperature do konca, boš verjetno dobil zelo, zelo kvalitetno čokoladno torto ven. Zdaj, ti se lahko sam matraš 20 let, pa ne boš dobil toliko dobre čokoladne torte, kot jo boš dobil, če boš detaljno sledil nekemu kvalitetnemu receptu. In zdaj, lahko sodimo v kategorijo ljudi, ki se matramo in matramo in matramo in enkrat mi bo pa uspel, ja, tudi takšni obstajajo, lahko pa verodostojne ljudi vprašamo za recept. In nekateri so ga pripravljeni dati, še več je drugih, ki morda so zadržani glede tega, ampak coach je nekdo, sploh če je izkušen, ki ima ogromno receptov. In jaz pač lahko s pomočjo coacha v enem trenutku, če me to zanima, pečem zelo dobre sladice. In jaz preprosto ne vidim razloga, zakaj teh receptov ne bi pobral. Zakaj bom jaz odkrivala do konca življenja tisto skrivno sestavino v tem receptu, pa jo morda nikoli ne bom našla, če mi jo lahko nekdo pove. Tako da ja, zame coach ja. Super. Ampak veliko je pa med našimi poslušalci, poslušalkami tudi takšnih, ki bojo zdaj rekli, da je to metanje denarja stran za brez veze. Zakaj bi plačevali nekomu, da ti pove to, kar jaz že vem o sebi? Jaz vem, da sem taka. Zakaj bi ti zdaj meni povedala, da sem jaz taka? Ja, mislim, da to je spet čisto vprašanje tega, kaj človeku pomeni. Nič ni narobe s tem razmišljanjem, zato ker jaz vedno pravim, ljudje smo polni nekih etiket. Zelo hitro dajemo sodbe, zelo hitro obsojamo, recimo nekdo bi si lahko rekel, da taka oseba, ki nekaj takega izusti,
gleda malo zviška na ljudi, ki imajo coache, gleda malo zviška na osebe, ki grejo na terapijo, ki si v bistvu poiščejo neko pomoč, pa si misli, se že vse vem. Pač, zakaj bi zapravljal denar za kaj takega, a ne? Imaš pa, kot sem rekla prej, tudi ta kontrapogled, kjer če pa ne, pa v bistvu ostaneš, kjer si. Sej, to ne pomeni, da ti rabiš coacha, da napreduješ, da ne bo pomote. Coach je mogoče samo, to izvira že iz starih časov, coach izhaja iz časa, ko so začeli delati kočije. In ta kočija te je pripeljala iz točke A do točke B. A ne? Coaching v bistvu se je na nek način že začel v tej antični Grčiji s Sokratom. Ta Sokratova metoda, kjer je zastavljal vprašanja, brez da bi pametoval. A ne? In zakaj grem tja? Zaradi tega, ker doskrat je tako, da ti se lahko odločiš, da boš prebral malo morje knjig na neko tematiko, o kateri se želiš izobraziti, izboljšati, pa boš ravno tako našel en kup enih zelo koristnih informacij in boš naredil transformacijo in se boš spremenil. Boš poslušal podcaste ljudi, ki jih občuduješ, njihove zgodbe, boš šel na kakšno motivacijsko delavnico, pa boš tam poslušal nekoga, ki je naredil to, kar si ti želiš, pa te bo to navdušilo, pa boš potem naredil nek korak naprej, pa boš spremenil neko stvar pri sebi. Se pravi, a nujno rabiš coacha? Ne rabiš. Recimo, če ti finance ne dopuščajo ali pa če nisi pripravljen na tako interakcijo, ne rabiš imeti coacha, da rasteš. Ampak a rasteš s coachom hitreje? Absolutno. Zaradi tega, ker, kot si rekla prej sama, you don't reinvent the wheel. Ne odkrivaš nekih novih vod. V bistvu neke metodologije, neka psihologija, nek performance je v bistvu že dan, je že ugotovljen, je že viden. In tukaj je en kup enih orodij, ki jih ti sam po sebi ne razumeš. Milijon je ljudi, ki sploh ne vejo, kako se sabotirajo. Pa je to eno najbolj osnovno orodje v coaching praksi. In ko ti vidiš samega sebe v ogledalu in ti vidiš, kaj ti ni všeč, in si rečeš, aha, takole sem, a si upam priznati, si upam res pogledati, kdo sem in kako sem ta moment. Potem na podlagi tega opažanja lahko formiraš neko novo identiteto, pa si rečeš, ok, takole sem, ampak ne rabim tako ostati. Zato, ker je dokazano, da smo ljudje, možgani, so gibljivi, se spreminjajo, jih lahko preoblikujemo, to ni nekaj fiksnega. Mava pa tukaj za vogalom vseeno past, in sicer past, ki jo bom jaz zdaj poimenovala, vsak dan moram biti malo boljši. Mi se izredno ženemo k temu, da ves čas napredujemo in vsak dan mora biti napredek, konec leta se mora to poznati. A je morda možno, da si tudi kdaj rečemo, da je čist ok tam, kjer smo in da mi pravzaprav ne rabimo ves čas napredovati in rast? To je nujno potrebno. Mislim, da je to nujno potrebno. In včasih je tudi to tematika coachinga. Kako se znati ustaviti, kako znati živeti v tem danem momentu. A se znaš odklopiti, a znaš poskrbeti zase, a spiš, a se družiš z ljudmi, ki so ti dragi, a vlagaš v odnose, ali samo ta črna-bela cesta podjetništva, doseganja, performanca. Danes imamo utrujeno družbo, izgorelo družbo. En kup enih ljudi, ki hustla, ki performa na 180% obratov vsak dan, leta in leta. In potem se zdravje nekje zalome, pa se odnosi skrhajo. Pa se šele potem naknadno vprašamo, kako je prišlo do tega, kako tega nisem videl. Ampak v resnici mi živimo v hype kulturi. Se pravi, več, ko si aktiven, več, ko sproduciraš, nekako več dobiš nekega feedbacka in se strinjam, to je izredno pomembna tematika. Ker izgorelost ni samo neka čustvena ali pa fizična zadeva, ki se ti zgodi. Je dosti več kot to. Ogromno podjetnikov, recimo, ki izgori, potem gre naprej s strahom, da če bo ponovno, recimo, ko se telo spočije, kar se, slej kot prej se, če je zdravo telo, pa se hormoni mogoče resetirajo, čez čas si želiš ponovno aktivirati. In zato, ker imaš v spominu, da si bil takrat pa na vrhu sveta, ko si živel na tak način, da si delal neumorno cele dneve in si se razdajal in nisi imel počitka,
pa si poslušal to, pa ono, se pravi, nobenih momentov samo biti. In potem tudi to strah, ki ga mora človek predelati, če si želi v življenju še kaj ustvariti, pa še kaj skreirati. Ker normalno to na nek način doživiš neko krizo eksistence, identitete, ki jo poznaš. In Torej, normalno je, da se ženemo, ker nas podjetniški, ali dajmo reči, sploh obdobje, v katerem živimo, sili k temu. Normalno je, da imamo zaradi tega tudi občutke slabe vesti, da smo preutrujeni. Normalno je tudi, da naj bi se znali ustaviti, pa spočiti, pa odklopiti. Na videz so to kar nezdružljive stvari, oziroma kje je meja ali pa kje je ravnovesje, kako ga najti, kdaj se zavedati, da je dovolj tega in da rabim več nečesa drugega. mislim, da to je dosti kompleksno vprašanje, zaradi tega, ker ponavadi takrat, ko si v sami igri, v samem dogajanju, če počneš nekaj, kar te blazno veseli, te ta stvar potegne. Se pravi, ti ne čutiš takrat bremena, ne čutiš, kot da si ti zdaj pod nekim hudim pritiskom. Ampak tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno omeniti hormone, se pravi ta kortizol, ki potem vpliva na kvaliteto spanja. Vprašanje je tudi, koliko smo aktivni, fizično, telesno, a ne? Kako se prehranjujemo. Razlika je med moškimi in ženskami. Ne? Se pravi, ženska mora dati sebi malo drugačne vrste počitka, kakor moški. A ne? Spet je to vse hormonsko povezano in ciklično. Iz tedna v teden drugače. A ne? Gre se pa predvsem, mislim, da tukaj za to, da večino časa v podjetništvu znamo funkcionirati v raciju. Se pravi, strateško, to je treba narediti, na to se moram fokusirati, tam moramo biti pozorni, 20%, se pravi, konstantno je neko strategiranje, kalkuliranje, v bistvu veš, da je treba performati na nek način, zato da prideš do nekega rezultata. Če si ti potem tukaj odgovoren še za družine zaposlenih in ostale stvari, imaš sigurno neko odgovornost več. Kaj hočem s tem povedati? To, da dostikrat se mi odrežemo med racijo pa čustvenim. Recimo te metode dihanja, IQ metoda, dihanje po Wim Hofu, vse te mrzle kopeli, vse te prakse, ki zdaj v bistvu prihajajo na dan za neko resetiranje, za nek rejuvenation visoko hiperaktivnih oziroma hiperproduktivnih ljudi. Prihajajo v ospredje z razlogom, ampak se mi zdi, da v prvi vrsti je pa ta povezava med samim racijom in srcem potrebna, da se jo vzpostavi. In marsikdaj ljudje zatajimo. In potem, ko pride do izgorelosti, ponavadi pride zaradi tega, ker zatajimo svojo srčno dušne signale. Ne? Ker je po eni strani res ironično, da ti mora nekdo razlagati, kako dihati. Glede na to, da je to pa res ena od primarnih funkcij, osnova telesa. Ampak po drugi strani, jaz, če sem do sebe iskrena, jaz se dejansko zalotim, da ne diham. Dobesedno držim dih in ne diham. Ali pa diham tako plitvo, da to ni vse skupaj nič. In potem si rečem, pa dejansko je res pomembno, da se začenjam zavedati, da je moja primarna funkcija dihanje toliko zelo pomembna. To je ironično na nek način, da rabimo ljudi, ki nas učijo osnovne življenjske funkcije, ampak prišli smo pač toliko daleč, da zaradi preobilja vsega pozabljamo na te osnovne stvari. Mislim, da tukaj veliko pove tudi ta preživetvena strategija. Zakaj plitvo dihamo? Takrat, ko smo recimo pod neko stresno situacijo, ali pa takrat, ko je treba nekaj dobro narediti. Mi se moramo zavedati, recimo Carl Jung je tle bil kar s temi arhetipi in s tem, da imamo vsi vas ljudi v sebi. Dejansko se v vsakem danem momentu stresa soočamo z večjimi osebnostmi znotraj sebe. In te osebnosti so nastali, arhetipi so nastali tekom odraščanja,
In ti kot otrok še nimaš nekih orodij, oziroma čisto odvisno je tudi od okolja, kako si kakšno situacijo razlagaš, kako potem v bistvu ti ustvariš te različne posameznike znotraj sebe. In tu se mi zdi, da zakaj je preživetvena strategija? Mi smo lahko, jaz se lahko znajdem kot odrasla oseba danes v tem okolju, kjer ne rabim preživeti, ampak mogoče na čustvenem nivoju je pa kakšna rana ali pa kakšna travma, kakšen driver, kakšen saboter, ki mi pa veleva, moraš biti najboljša, ali pa moraš biti, ne vem, prva, ali pa moraš to doseči, ali pa ne smeš fejlati, kaj si bojo drugi misli, ali pa, ne vem, moraš ustreči ostalim, zato da se bojo ostali dobro počutili v tvoji družbi. Spravi, to so ti glasovi. Največji saboter, ki ga vsi nosimo, vse je judge, je sodnik. In v bistvu mi vsi sebe sodimo v vsakem danem momentu. In v bistvu že sam zavedanje, da je to prisotno, pa da je istočasno prisoten tudi ta sage, se pravi ta modri del nas. Ta del, ki je povezan z nekim stvarstvom, z neko višjo energijo, z nekim zavedanjem, da v bistvu imamo vse, kar rabimo imeti v tem momentu. Ampak mi živimo neko ustvarjeno realnost, ki si jo ustvarimo sami. Se pravi, svet je tak, kot ga vidiš. To so modeli sveta. In mi vsi imamo svoje. In to, kot si rekla, je sicer osnova dihanja, ampak če ti izviraš iz okolja, kjer si mogla recimo držati dih, ali pa nekateri niso rabili, nekateri so totalno sproščeni, tudi v stresnih situacijah, to vse izvira iz tega nekega modela sveta in iz teh nekih prepričanj. In zato, ker je fast pace, danes je treba performati, je treba ogromno stvari sproducirati, tudi ta življenjski stil sigurno ne podpira dihanja. Daj mi prosim povej, kaj so recimo največji premiki, ki si jih ti videla v življenju nekega posameznika, potem, ko se je začel zavedati teh različnih orodij, ki so na voljo, teh različnih saboterjev, različnih okoliščin, ki jih lahko premagaš ali pa narediš drugače. Kaj so recimo taki zgledi, ki vlečejo, ki bi nas prepričali, wow, to pa je res nekaj velikega? Mislim, da tukaj lahko začnemo z malimi stvarmi, kakor je mogoče, ne vem, neka oseba je imela tendenco se zlagati za vsako stvar, zato ker je želel izpasti boljši. In ker si je želel izpasti boljši ali pa imeti prav, ali pa pokazati, da zna, je rajš povedal laž ali pa nekaj namišljenega, kakor da bi rekel preprosto ne znam. Ne vem. In kulture, recimo, obstajajo kulture ljudi, ki jim ta beseda ne vem, gre izredno težko z jezika, ali pa ne znam. In recimo že sam ta shift, da v resnici ti vzameš to kot ne samo darilo zase, ampak tudi darilo nasprotni osebi, da rečeš ne znam, a mi lahko pomagaš, me lahko naučiš, mi lahko poveš kaj več o tem. V bistvu to, če vzameš sebe iz tega individualnega mehurčka, what's in it for me, se pravi, kaj je tle zame, kako bom jaz videna, daš drugi osebi priložnost, da ti da neko darilo, da ti da neko znanje, da ti da nekaj, kar ti sam nimaš. In tu so potem taki majhni mikropremiki, ki v resnici se potem nekako zgradijo v ogromne. Pa to je recimo samo na neki moralni ravni, nekaj vrednostni sistem. Recimo, ne vem, podjetniki, ki so izredno uspešni, ampak blazno introvertirani. Recimo, to je pri inženirstvu dosti vidno. Nekateri inženirji so izredni v delu, ki ga počnejo, ampak mogoče nimajo niti želje, niti energije, skillsov nastopati javno in potem promovirati to podjetje in rabijo nekoga drugega, da pač to počne za njih. Ampak je mogoče iti iz introvertirane osebe v osebo, ki se zna predstaviti, ki zna javno nastopati, ki zna zavzeti sobo, ki zna s to neko karizmo zavzeti prostor.